Za pripravo čokoladnih tartufov z različnimi posipi bomo potrebovali naslednje pripomočke. Lonec za vročo vodo, kovinska ali pa steklena skleda, v kateri bomo topili čokolado. Preverite, če imate kakšno, ki se ravno prav prilega z loncem, saj na tak način onemogočite pari, da bi uhajala ob robu in morebiti zašla v čokolado. Potem metlico za stepanje. Metlica je najboljša za mešanje vroče čokolade, če je nimate, lahko mešate tudi z večjo žlico, manjšo zajemalko ali pa lopatko. Kuhinjski nož in leseno desko za rezanje čokolade. 2 žlički, s kateri bomo oblikovali kroglice, ter tehtnico, s katero bomo odmerili količine. Za pripravo čokoladnih tartufov bomo potrebovali naslednje sestavine. 250 g jedilne čokolade, v mojem primeru sem uporabil žlahtno jedilno čokolado od Gorenjke, ki ima 70 % kakava, 6 žlic smetane, fajn je, da ima smetana čim višjo vsebnost maščobe, 2 žlici masla, 100 g sladkorja v prahu. Sladkor v prahu je boljši od navadnega, ker se lažje in bolj topi. Težje bo ostal v kristalih in ga ne bomo čutili pod zobmi. Polovica zavitka vaniljevega sladkorja ali pa esenca enega vaniljevega stroka in še 100 g grenkega kakava. Kakav prilagodite okusu in strukturi mase. Če bo masa preveč redka, dodajte več kakava, če pa se vam zdi, da bo pregosta, odvisno seveda od uporabljenih dodatkov, pa manj. Tu lahko dodamo okuse po želji. Priporočljivo je, da je nekaj v tekoči obliki oziroma tako, da se rahlo raztopi. Ne priporočam, da so v masi zdrobljeni lešniki, mandlji in tako dalje, ker se vam masa preveč zdrobila. Te dodatke raje prihranite za posip, ker imajo tudi estetsko dodano vrednost, če so na ta način uporabljeni. Čokolado razlomimo na manjše kose, lahko jo tudi z večjim kuhinjskim nožem razdrobimo, ker se bo tako lažje in prej raztopila. Pazimo, da nam nož ne uteče izpod kontrole, ker je čokolada precej trda. Režemo na dovolj veliki leseni deski, ker navadno koščki ob rezanju letijo na vse strani, zato je boljše, da imamo dovolj veliko desko za rezanje. V primerni skledi jo zmešamo s smetano, maslom in segrevamo nad paro, da se sestavine stopijo. Kot smo prej omenili, tu pazimo, da nam voda ne zaide v maso, ker se nam bo sesirilo. Ko je masa stopljena, posodo odstavimo in maso penasto vmešamo, da dobimo gladko zmes. Lahko uporabite kar stepalnik. Dodamo dodatke, ki jih želimo uporabiti. V mojem primeru je to vaniljin sladkor ter sladkor v prahu. Še vedno mešamo s stepalnikom. Pozor, čokolada se nam bo začela hladiti in posledično strjevati, zato moramo ta del postopka izvesti v čim krajšem času. V nasprotnem primeru se nam bo masa že ohladila in bomo težko raztopili sladkor. Ko je masa gladka, jo ohladimo do te mere, da lahko z 2 žličkama iz mase oblikujemo manjše kroglice. Povaljamo jih v razdrobljenih oziroma zmletih mandeljnih ali kokosovi moki ali pa v posipu po vaši želji. Postavimo jih v hladilnik.